se strinjamo, da so za uspeh šole v prvi vrsti pomembni predvsem vsebina, vzdušje in kultura, ki vlada v šoli. Prostorski pogoji in opremljenost bi naj bili drugotnega pomena. Zato kdo morda misli, da materialnim pogojem ni treba posvečati preveč pozornosti. To smo na naši šoli še predobro občutili, saj se je naša častitljiva šolska zgradba 13 let nazaj znašla v tako slabem stanju, da je gradbeni inšpektor dal zapreti. Po prenovi šole smo vsi spoznali, kaj pomeni bivanje v lepih, urejenih prostorih. Zagotovo je dobro počutje v novih prostorih prispevalo k temu, da smo bili tudi za spoznanje bolj motivirani za delo. Da je prelemljena Cankarjeva cesta s pločnikom, kolesarnico in parkiriščem za starše sedaj mnogo bolj varna, je v našem prometnem varnostnem načrtu še zmeraj kot najbolj varna pot do šole opredeljena peš pot in stopnišče iz Brazove ulice. Učenci se veselimo novih pridobitev. Jaz sem zelo navdušena nad novo kolesarnico. Všeč mi je zato, ker bomo letos delali kolesarski izpit in bom lahko v višjih razredih prihajala s kolesom v šolo. Polo bom lahko pustila pod streho v bližini šole. Danes imamo pred nami lepo prelomnico za skupnost Pomnik, leto televijo, čeprav se ne vidi. Sam se namreč dobro spomnim, ko se je gradila telovadnica pri osnovni šoli. To je bil kar dogodek, še posebej za mlajše športne navdušence. V bistvu se zdi neverjetno, da je od tega minilo že četrt stoletja. Iz tega obdobja obstajajo številni dobri spomini na mlajše čase, na prijateljstvo, rekreacije, druženje, na navijanje za naše odbojkašice v prvi ligi, na lepe prireditve, na šteto odbitih žog in danih zadetkov. Ti spomini resnico niso tako oddaljeni spominov na poti v šolo, ravno na tem dvorišču in otroški radovednosti, ki nas je poganjala nove dogodivščine naproti. Zelo pozorno sem poslušala, kako otroci doživljate vse te pridobitve, ki so bile seveda naštete. Moram povedati, da sem izjemno ponosna, da se je zgodil ta današnji svečani dogodek, kajti dostikrat se v občini kaj zgodi in mogoče temu zaradi tega, ker imamo premalo časa, ne namenimo posebne pozornosti. Ampak glede na to, kako je osnovna šola lepo pripravila z učenci program, smo se za kratek hip ustavili in tudi otrokom dali pomembno iztočnico, kako se ravnati v prometu in kako imeti odnos do nečesa, kar se na novo zgradi. Hvala gospe ravnateljici, da se mi je zahvalila, čeprav moram povedati, da sem v tem delu skromna. Lep občutek je, če se te nekdo zahvali v imenu hvaležne skupnosti, ampak jaz bom rekla, da nisem bila jaz tista, ki bi bila zaslužna za vse te pridobitve. Brez dobrega sodelovanja z šolo, z vsemi mojimi sodelavci v občinski upravi, z svetom za preventivo, z domačimi firmami, z vsemi vami, drage učenke in učenci, seveda se to ne bi zgodilo. Lahko pa vam povem, da se nam potrjuje to, kar smo si zastavili pred več leti. Ko smo bili razglašeni za finaliste trajne mobilnosti na nivoju Evropske unije, smo takoj sodelavci začeli s pripravo prometne strategije in začrtali bo tako, da dajemo prednost pešcem in kolesarjem. To nam zelo dobro uspeva.
od pridobitve pločnika proti Kamenščaku do Radomerja in pa vse te pridobitve, ki so bile danes izpostavljene, pomeni, da imamo kar veliko površin, kjer se lahko gibljemo. In seveda tako kot je, v naši občini radi pijemo dobro, radi dobro jemo in prav je, da se tudi zelo gibljemo. In že danes se veselim tudi jutrišnjega dne, ko se bomo srečali na glavnem trgu in zaključili Evropski teden mobilnosti, v katerega se občina Ljutomer tudi vsako leto vključuje. Hvala, da sodelujete z nami tako dobro in hvala, da skrbite za sebe, za svoje zdravje, za dobro počutje, kajte le na ta način bomo tudi lažje funkcionirali. Prosim za dobro sodelovanje tudi v prihodnje in takšno odzivnost, kot smo ji bili deležni do sedaj. Samo z dobrim delom, samo z dobrim sodelovanjem verjamem, da smo na dobri poti. Želim vam danes lepo počutje in seveda ne pozabimo na to, kar smo skupaj dosegli. Iskreno vam hvala. Tako zdaj pa vabim na oder še učenke in učence 5. razredov. Je po dnevi kot veselica, sinu v ušesih kot kokto šumi, nikjer ni volka, ne hudega strica, so le neznane in nove stvari. Konj se mu ihaha smeje, avtomobili mu pravijo bip, oče mu avtobuse sešteje in mu pokaže pesnikov kip. Tako se dan kar na lepem neha in malega sina nesejo spat. In vsem igračam se strašansko zeha in zeha pod posteljo mali copat. I'm living my dream! Треба всякий кофтик трохи.